Kaj, če bi si kdaj rekli, zakaj pa ne? In preprosto spustili zavore. Moje ime je Aleksander in to današnje coaching vprašanje je vprašanje za vse tiste, ki ste v nekem kalupu, neki coni udobja. Ste nekje v vašem življenju, ker želite predvsem ugajati drugim, ugajati določenim standardom ali pa pričakovanjem okolice. In si ne upate spustiti zavor, si ne upate se premakniti v neko drugo želeno smer, ker vas je strah, kaj si bojo drugi mislili, vas je strah tega neznanega, vas je morda strah neuspeha, vas je strah, kaj se bo zgodilo na drugi strani. In ker ostajate tam, kjer ste, ker ne spustite zavor, ker ne poslušate svojega srca ali pa tega, kar vas srce vabi ali pa kliče, da naredite, je vaše življenje ne samo neuravnoteženo, temveč je vaše življenje tako, da bi nekdo vlekel malo naprej in nekdo nazaj in vi ste tam nekje vmes, ker je dostikrat neprijetno in tudi neizpolnjujoče. Ko smo otroci, nas starši po svojih najboljših močeh vzgajajo tako, da nas obvarujejo pred tem, da se nekaj poškodujemo. Ne tega, ne smeš tega, pazi na to, ne to, ne smeš to. In kar naenkrat slišimo teh, kaj se ne sme, kaj je prepovedano, kako se moramo ustaviti, kako moramo imeti skozi neko zavoro. In če pogledate otroka, ki je igriv, poln življenja in gre skozi vzgojo in skozi nek formalen šolski sistem, ker se mora usesti na mizo in ne sme se premakniti in pisati in biti živ skoraj, spreminjamo v osebo, ki si dostikrat ne upa živeti, ki se ne upa izražati, ki ne upa povedati tega, kar hoče, ne zna reči ne, ne zna reči da, ne zna poslušati svoje sanje, cilje, srce. In zato je skozi tista zavora malo zategnjena. In čas teče. In zdaj si predstavljate, kakšna je vožnja skozi življenje, ko se ročna zatakne gor. Zdaj, govorim še tako, ko so včasih bile ročne na ročico. In se ročna zatakne in kar naenkrat oseba ne gre nikamor več. Ali pa gre tako počasi naprej, s tako bolečino, s takim trpljenjem. In življenje ne bi smelo biti trpljenje. Premikanje naprej bi moralo biti bolj intuitivno, avtomatsko, enostavno. Namesto to je moja sposobnost proizvajanja avtomobilskih zvokov. Ok, če se vrnemo nazaj, na tam, kjer smo ostali. Kje že? Se spomnite? Vas preverjam. Priročni. In zakaj pa ne? To vprašanje, ki sem vam ga dal, današnje coaching, je nekoliko sugestibilno. In je namenjeno vam še posebej, če ste v coni udobja, če ste tam, ker nočete biti, in ste tam zato, ker imate to zavoro, to blokado, to prepričanje, to omejitev. In ko to omejitev spustite in si rečete, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi napisala jaz tudi eno knjigo? Zakaj pa ne bi jaz bila coachinja, predavateljica? Zakaj pa ne bi jaz šla k Aleksandru na delavnico? Zakaj ne bi jaz se prijavil in rekel doma, grem k Aleksandru na delavnico, zakaj pa ne? Ker dostikrat ljudje si mislijo, to ni zame, to bom šla, ko bom v penziji, bom imela čas, ko bom v penziji, ko bodo otroci se osamosvojili, ko bodo vsi zrasli, ko bo... In ljudje čakajo in čakajo in čakajo in čakajo. In tista zavora se pol tako že zakoči, ne vem, kako je lepa slovenska beseda zakočiti, zaflika, ne, to nisem povedal prav, kako bi rekel še drugače lahko, sprime ali pa ujame ali pa postane nefleksibilna in trda, otrpne. Sem dobro povedal to? To bi rabili kakšnega avtomobilskega strokovnjaka prav pri temu coaching vprašanju danes. Ja? Zamrzne gor. In kar naenkrat. Nekdo
v nekem trenutku življenja reče, evo, zdaj pa sem pripravljena, zdaj pa je moj čas. Vsi so šli, otroci so zrasli, imajo to, imamo vsega to, zdaj je moj čas. In kar enkrat, tista ročna je tako fiksna, trdna, ko se bi lahko že kdaj prej spustila in potem je ne more spustiti. Porabi res moč. Zakaj ljudje pridejo k meni na delavnice? Zato, ker je tista ročna zamrznjena tam. Ja? Rabijo močno energijo skupine, prostora, hipnoze, samo hipnoze, coachinga, NLP tehnik, da se to spusti in da končno lahko grejo sproščeno do cilja, do rezultata, dosežejo to, kar bi radi. Ne vem, če je bilo to coaching vprašanje koristno za vas, prosim, napišite mi v komentarje, ker res si želim vaših povratnih informacij, mi koristijo, tudi meni, da vem, Aleksandar, vse so kakšna coaching vprašanja v redu, pa to današnje mislim, da je bilo res zame. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Kje to piše, da jaz ne morem, ne znam? Kje to piše, da sem prestara, da sem premlad? Kje to piše, da rabim izobrazbo takšno? Kje to piše, da me morajo imeti vsi radi? Kje to piše, da ne morem začeti znova? Kje to piše, da moram živeti, kako zahtevajo drugi, okolica? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Ja? Kaj? Kaj jim še povem? Kaj ste mislili, da bom še povedal? Pri tem coaching vprašanju je to? Ne, zdaj pa čas. Klikate na like, puk, ja, napišite mi tuk, ja, in klikate, to je bilo, smo rekli, zvok za delitev, in tuk, in like, puk. Zdaj sem vam auditivno naredil sidra, da naslednjič, ko boste slišali puk, boste avtomatsko klikali na like, všečkati. Potem rekel tuk. Mislim, jaz verjamem, da nimate tistih starih pisalnih strojev ali pa tipkovnic, ki delajo bom. Sem nekaj moram narediti in delite. Zakaj je koristen zvok? Zakaj je koristno, da delite? Ker nekdo mogoče rabi to slišati. Spustite zavoro. Zakaj pa ne biti srečni in živeti življenje v polnosti? Zakaj pa ne napisati knjigo, postati coachinje, trenerji, predavatelji? Zakaj pa ne pomagati drugim spreminjati življenje? Kdo je tisti, ki vas lahko ustavi? Če je bilo to koristno, bom hvaležen za všeček. Dajte mi ga za spodbudo. Res rabim malo spodbude. Dajte mi kakšen komentar za spodbudo. In da kakšno delitev, da boste še koga druga spodbudili k tem spodbudam. Hvala, ker ste delili, hvala, ker ste všečkali in zdaj je pravi čas, da si postavite ponovno to vprašanje, s katerim boste šli hitreje proti ciljem.